Fidišek. Rekel nekaj najlepšega, sploh za mene zdaj, če bom zaključil tukaj z reprezentanco. Nekaj najlepšega igrati pred domačimi ljudmi. Začel sem kar hitro z nogometom prvo, mislim, da pri enem 4. letu. Pri 5. sem že bil vpisan v takrat klub NK Kovinar na Tezno. Mislim, da po dobrem letu ali pa po letu dni recimo sem se odločil za Maribor, dobil sem ponudbo trenerja takrat in pač smo se odločili, da vse profesionalno, več treningov tedenskih in to, in potem smo se odločili v bistvu z očetom in mamo, da bom šel v nogometni klub Maribor. Maribor, klub v Sloveniji, vsi vemo, da pomeni nekaj, največji klub v Sloveniji za mene, tako da ja, je organizacija in vse skupaj na zelo visokem nivoju. V mlajših letih smo, bom rekel, kar kaj se da vse osvojili, no. Od državnih prvenstev do nekih močnejših turnirov v tujini. Sigurno vsi v Mariboru želijo, da igrajo za ta klub, za Maribor. So sanje, tako kot si rekel. Tudi moje sanje so bile, da bi enkrat igral veliki nogomet za Maribor. Igral sem ga pol, bom rekel, koliko do enega 14. leta. Pol sem pa prestopil v Tabor, takrat k trenerju Ante Simondži. Kaj se tiče celotne kariere nogometne, pa tudi futsala, mogoče je bil en izmed boljših trenerov za mene. Pa tudi kot človek, no, se je meni vedno, bom rekel, pokazal za dobrega človeka, no. Ko sem nadaljeval tam ene dobri 2 leti in pol se odločil nekako, da preklopim na futsal, no. Po pa v bistvu, tako kot vsi, bom rekel, začeli igrati neke turnire, to na zunaj. In pol nekako ti ta futsal priraste, bom rekel, k srcu. Več se dogaja, več si pri žogi, med vikendi smo igrali te turnire in nekako mi je to na povabilo takrat igralcev, ki so igrali futsal v Mariboru, sem dobil povabilo, če bi jaz prišel probat se v futsalu in pol je to bilo iz tedna v teden igranja, treningov in sem se nekako odločil, ok, zdaj pa moram iti v en šport, se pravi 2 ne morem igrati nogometa in futsala, grem probat z futsalom, no. Jaz sem se celo sam ponudil prvič, pol ni bilo, kao so rekli, da ni placa, da imajo dovolj igralcev, pa kasneje smo igrali neki turnir, jaz s svojimi prijatelji tam iz blokov in smo v bistvu premagali to ekipo Brezja, ki je igrala takrat 2. ligo futsala in pol sem dobil povabilo, da če pridem probat na trening. Skozi leta smo nekako dobili v Mariboru dobre igralce, dobre trenerje in pol valjda apetiti narastejo. Vsi smo se nekako videli, da bi mogoče lahko tudi kaj zaslužili s tem, da probamo in pa čez kako leto, 2 sem imel neko vizijo, da bi lahko se bavil profesionalno za futsal. Prvo leto v bistvu smo stali v ligi z vsemi mladimi igralci, pa nekako z naslednjim letom smo začeli malo tudi vlagati, se je začelo malo v futsal v Mariboru in smo pol v naslednjih 2 letih bili državni in pokalni prvaki. Imeli zelo dobro ekipo, bom rekel, takrat najboljša v Sloveniji sigurno. Takrat se je v bistvu popularnost v Mariboru futsala kar dvignila, tudi zaradi te lige prvakov, dvorane so bile, so se kar, bom rekel, ljudje nekako pripravili in prišli pogledati futsal, ker predtem je bilo, bom rekel, naše tekme so bile prazne predtem. Pa bila liga prvakov, takrat vem, da v Taboru je bilo okrog 3000 ljudi, tako da je kar bil nek boom, bom rekel, kaj se tiče futsala. Po Mariboru sem šel v Split za 1 leto tam, takrat smo igrali. Bili smo pokalni prvaki, igrali finale državnega prvenstva, na koncu, bom rekel,
z boljšo ekipo izgubili finale. Igral še leto dni v Makarski, leto dni je bilo Poljske, pa Italija, na koncu Švica, pa zdaj v Avstriji. On je bil v teh klubih tudi v Mariboru ali pa še prej, se mi zdi, kar med tistimi, ki so nekako bili gonilna moč v vseh klubih, ne, kamorkoli gre, se mi zdi, da je bil dodana vrednost. Plasiran, upaj, spet gol. Tako, sem ti rekel. Pa samo splasiraj. Subi. Jaz sem kar hitro, bom rekel, no, mislim, da po 2 sezonah prišel v reprezentanco. Sigurno sem kazal neko dodatno kvaliteto, da so me poklicali. Takrat me je Dobavičnik poklical prvič v reprezentanco. Mislim, da je bilo to 2015, če se ne motim. Imaš trenutno, vsaj v Sloveniji, imaš 15 odličnih igralcev in pol je zelo težko priti med teh 15 igralcev, če ne pokažeš neko konstanto, no. Če pa da Đurutu, če pa da tebe Đurutu, pa ostaneš tam na liniji. Ostane na liniji, ja. Ja, Fida, vrhunski igralec v vseh segmentih, bom rekel. Res sem tudi vesel, da sem bil njegov trener v različnih klubih in tudi kot selektor že dolgo sodelujeva. Kvaliteten, temperamenten. Nobeno stvar ne želi izgubiti, tako kot v bistvu vsi pač. Vedno za dobro šalo. Kjer zmagajo, so fiksna evra. Tisti 4 so fiksna evra. Enormno velik je njegov doprinos v reprezentanci. Prvo presenečenje, kar se tiče gledalcev, polno je bilo, ker takrat je bilo neverjetno in navijanje, in v bistvu promocija vsega zelo lepo, no, en lep dogodek je bil. Sem zelo srečen, da sem bil del tega. Wow, hit very well. Splendid strike from Verbic. Imeli smo težko skupino, Srbi takrat za tisto starejšo generacijo. Vsi igralci so igrali takrat zunaj. Finišek very nearly scoring a sensational goal of his own here. Pol ena Italija z, mislim, da 8-9 Brazilcev. Finišek. Tako da iz te skupine priti ven je, bom rekel, kar lep dosežek. Pa sigurno proti Rusiji, ko smo igrali v nadaljevanju. Rusija en favorit za osvajanje evropskega prvenstva in smo se, bom rekel, do konca z njimi enakovredno kosali, tako da sem zadovoljen z nastopom. Zdaj imam 14 mesecev staro punčko in sigurno je čisto drugače kot prej. Prej je bilo vse posvečeno samo nogometu oziroma futsalu in zdaj, ko prijem domov, je tudi družina na prvem mestu in sigurno je malo bom rekel naporno, ampak mi je veselje, no. Mi napademo ga iz te strani. A prav? Ampak se že malo pripravljam nekaj časa, da vem, da počasi pa moja kariera mora iti, bom rekel, iz nekega profesionalnega nivoja na malo bolj amaterski nivo. Mogoče sigurno še bom igral v nekem klubu zraven, ampak kar se tiče reprezentance pa sigurno. Bom rekel nekaj najlepšega, sploh za mene zdaj, če bom zaključil tukaj z reprezentanco, nekaj najlepšega igrati pred domačimi ljudmi. Dost bo tudi mojih na tekmi, tako da to mi je neka želja bila, tudi mogoče hčerka bo tukaj na tekmah zraven, bo nekako se že malo zavedala in videla, kaj sem delal, tako da
mislim, da bo en lep zaključek.